Živijo, sem Jana Pristovšek in spet sem z vami. Danes bom nadaljevala temo o stiski. Jaz vem, da je to precej nezanimiva tema, vendar je še kako pomembna. Pomembna je zaradi tega, ker se mi stiske lahko niti ne zavedamo. Nekateri otroci ne odraščajo v optimalnem okolju in že kot otroci se srečajo z zahtevami, ki so za njih pretežke in nimajo ob sebi človeka, nimajo ob sebi nekogar, ki bi jim to stisko odvzel oziroma bi jim pomagal čez določeno težavo. Tako težava ni rešljiva, ampak ostane stiska. Odraščanje v nestabilnem okolju, se pravi, ko se otrok ne more zanesti na svoje starše, ko starši prevzamejo vlogo otroka zaradi svoje nemoči, zaradi svojih strahov in ko otroci prevzamejo vlogo starša, se pravi, oni začnejo urejati, kako bo v družini, kako more biti in ne popustijo, takrat so kljub morda nasilnemu vedenju otroci v stiski. Otrok, ki postane tolažnik svojemu očetu, svoji mami, ki mora prevzeti vlogo odraslega in nima nikogar, ki bi bil močnejši od njega, takrat v otroku nastane stiska. Otrok ni pomanjšana odrasla oseba, otrok je otrok s svojo specifiko. In zato bi se mogli odrasli ljudje, starši še kako zavedati, da moramo otroku zagotoviti varno okolje in da moramo biti dovolj močni, da otrok lahko razvija občutek moči. Otrok ne bo razvil občutka moči, če smo mi nemočni. Otrok bo razvil občutek moči ob močnem staršu, ki mu bo dopustil, da pokaže svojo moč. Ampak ko tak otrok, ki ni rasel v optimalnem okolju, odraste, vso to stisko prinese sabo in niti ne ve, kako se lahko počuti drugače, ampak s to stisko živi naprej. V njem je še vedno tista deklica ali tisti deček, ki ni bil kos situaciji in zdaj v odrasli dobi se še vedno tako počuti. Ne glede na to, kako je suveren, koliko je študiral, kakšno odgovorno službo ima, je v njem še vedno občutje, ali sem dovolj dober, ali sem dovolj vreden, ali bom zmogel. In to je tisto, kar je ves čas prisotno in na kar smo navajeni. Mi se na to navadimo, mi se skoraj na vse navadimo. Se pravi, se adaptiramo, se prilagodimo, kar je do določene mere v redu, ampak v primeru stiske ni v redu. Zato, ker v tem primeru je stiska močnejša od našega razuma in mi razumsko nekaj naredimo, ampak v stiski, se pravi, povzroči pa nam velik stres, kar se kaže lahko v težavah, fizičnih težavah, z različnimi boleznimi. Druga zadeva, kar je, pa je, da včasih so strahovi tako močni, da mi določenih stvari ne naredimo, zaradi tega, ker so v nas iracionalne, nelogične stvari, ki razumsko vemo, da nimajo nobene osnove, nobene logike, ampak mi določenih stvari ne moremo spremeniti. Zato, ker čustev, občuti mi ne moremo spremeniti z razumom. Mi se lahko do določene meje prisilimo in nekaj naredimo, ampak s tem ne naredimo tega, da nam bo drugič to lažje narediti. S tem naredimo mi to, da tega, kar nam je težko, ali močno potlačimo, ali pa še bolj naložimo. Ne glede na to, ali mi tega še več naložimo ali potlačimo, je to še vedno v nas. Rešitev je, da mi to damo ven iz sebe. Ko je stiske preveč, ko pride služba, partnerstvo, otroci, ko postanemo starejši, naš čustveni svet se utrudi. In naš čustveni svet potem utrudi telo. In ko smo mi telesno utrujeni, smo čustveno še bolj občutljivi, kar pomeni, da čustveno telo še bolj izčrpamo in tako smo v začaranem krogu. In
namesto da bi bilo iz leta v leto bolje, lažje, je iz leta v leto težje in slabše. In mi se to lažimo in bežimo in iščemo rešitve in čutimo tesnobo in čutimo, da nam v glavi vre, da misli brbotajo in pride do paničnega napada in pride do različnih psihosomatskih težav, ampak mi še vedno vztrajamo. Zaradi tega, ker se ne vprašamo, kaj je vzrok vsemu temu, ampak vedno samo iščemo rešitev za posledico. Dokler bomo mi reševali samo posledico, se bojo stvari ponavljale. A veste, če vam iz pipe kaplja voda in vi samo brišete lužo na tleh, bo luža vedno znova nastajala. Če pa vi zaprete pipo, potem pa ne bo več kapljalo in tako je tukaj. Točno enako je tukaj. Se pravi, vi se lahko vprašate, ali sem v stiski. Kako to spoznamo, kako to lahko pridemo do tega. Največkrat ljudje, ki imajo občutek, da niso dovolj dobri, oziroma da imajo pogost občutek krivde, so definitivno v stiski. Ti najlažje prepoznajo in tudi ti najlažje pridejo ven iz tega. Zakaj? Zato, ker so se sposobni so se obrniti vase. Ljudje, ki iščejo rešitev oziroma krivca vedno izven sebe, to naredijo težje, zato ker jim je težji pogled vase. Ampak če mi hočemo pogled vase, mi rabimo nekaj, da nam bo pomagalo to, kar najdemo, odstraniti. Nič ne pomaga, če se mi razstavimo na prav faktorje, če se ne znamo potem spet sestaviti. Se pravi, ni stvar v tem, da mi pridemo do težkih stvari, do bolečih spominov, do ran preteklosti, če ne vemo, kaj s tem narediti. In jaz vam tukaj ponujam eno izmed številnih rešitev, ki seveda terjajo nekaj časa. In to je, da začnete na enostaven, igračkast, otročji način reševati in spreminjati svojo notranjost. Ljudje pravijo, ne morem verjeti, da to deluje, ampak deluje. Rezultat ni važno, kako stvar zgleda, važno je, kako se jaz na koncu počutim. In ko se na koncu procesa počutite boljše, pomeni, da ste vi dvignili svojo življenjsko energijo. Ko se počutite bolje, ne glede na to, lahko traja samo 2 minuti, pomeni, da to znate narediti. In če to znate narediti, je potem stvar samo v ponavljanju. Se pravi, se počutite bolje 2 minuti, se počutite bolje pol ure, se počutite bolje 2 uri, se počutite bolje 1 dan. In tako gre naprej. Ampak stvar je v ponavljanju, točno tako kot mi vsak dan ponavljamo. Ah bo že, ah bo bolje, koliko sem utrujena, zakaj se meni to dogaja. Vse tudi tukaj samo ponavljamo stavke. Poiščite rešitev zase. Rešite sebe in potem boste lahko reševali druge ljudi. Jaz vem, da vi želite vse najboljše drugim ljudem, ampak dokler tega ne boste najprej želeli sebi, ne boste mogli pomagati drugim ljudem. Louise Hay pravi, življenje je tvoje. In mislim, da Kojc je napisal, človek zbudi se. In to vam jaz hočem povedati. Vprašajte se, ali sem v stiski. Vprašajte se in ko ta stiska pride, jo odstranite. Kako jo odstranite? En način je z vizualizacijo predmetov, ki jih vršite iz sebe. Enostavno, nič komplicirano, ful deluje, ampak ljudje ne verjamejo. Drug način je z notranjim otrokom. Z notranjim otrokom vi spreminjate preteklost, spominjate spomin preteklosti in odstranjujete vse tiste rane, ki vas danes držijo nazaj. Koliko ljudi si ne upa iti v družbo, koliko ljudi si ne upa iti v trgovino, koliko ljudi si ne upa voziti avta, koliko ljudi si ne upa iti čez most, v hribe, se peljati s dvigalom. Zakaj? Točno vse vemo, da je iracionalno, ampak je nekaj v nas, ki nam to preprečuje. In to lahko predelate z notranjim otrokom.
Predelate lahko tudi druge stvari, predelate lahko razna prepričanja, kot so: mama prva vstane in zadnja gre spat, to je dobra mama. Pa je res tako? Je temu res tako? Ali otroci res rabijo služkinjo, ki bo dokazala, da je dovolj dobra mama? V službi moram sprejeti vse naloge, ki mi jih dajo, da ne bojo rekli, da sem lena. Pa je temu res tako? Ker se izčrpamo na ta način, se mi izčrpamo na ta način, pride do izčrpanosti. Če vi veliko delate, če jaz veliko delam, bom fizično utrujena in bom rabila 1 teden, 2, 3 ali pa 1 mesec, ampak potem bom v redu. Če pa imam jaz v sebi preganjavce, ki mi govorijo: nisi dovolj, Jana, nisi dovolj dobro naredila, nisi vredna, drugi te prehitevajo, poglej, bog ve, kaj si mislijo o tebi, daj potrudi se, daj naredi še kaj več, ti si ena zguba. Če jaz s tem živim vsak dan, bom izgorela, zato ker to je v meni in tega mi ne more noben vzeti. In ne glede na to, koliko jaz ležim doma, koliko jaz počivam, je to še vedno v meni. In takrat, ko jaz počivam, je v meni koliko si lena, drugi so sposobni. Poglej, oni grejo čez vikend v hribe, grejo na morje, ti pa doma ležiš in nič ne moreš. In rečejo ljudje: jaz še nikoli popoldan nisem sedela na kavču, tako sem dobra, tako sem pridna. Pa je to res pridnost? A veste, a mi delamo zato, da smo vredni in da lahko živimo, ali živimo zato, da delamo? Zdaj sem nekaj narobe povedala, ampak kakorkoli. Glejte, smisel dela je v tem, da nekaj ustvarimo in ne zato, da mi dobimo vrednost. Smisel dela je v tem, da si mi olajšamo življenje in ne zato, da smo mi dovolj dobri. In nekateri cenijo samo ročno delo, drugi cenijo samo miselno delo, ali kakorkoli se že temu reče, ampak gre pa za to, da smo mi vredni takrat, ko nastanemo, od spočetja dalje, je vrednost v nas. In to bi jaz rada dopovedala ljudem. In to s ljudmi, s katerimi jaz delam, to ljudem zelo dobro gre. Začutijo svojo vrednost in takrat znajo uravnati, zbalansirati svoje življenje. Vesela bom, če pridete v skupino Čarobni odnos, Facebook skupino Čarobni odnos, če si pogledate mojo spletno stran, naročite se na YouTube kanal. Ne pozabite na mojo novo knjigo, razširjeno izdajo Čarobni odnos. Tudi v knjigi 8 moških lahko najdete marsikaj zanimivega. Delavnica bo konec marca, naslednja bo šele čez pol leta. Je zelo intenzivna, ni za vsakogar. Delavnica bo majhna, zaradi tega, da se lahko posvetim vsaki posebej, je namenjena samo ženskam, ampak ne glede na vse, postanite si pomembni. Postanite si pomembni in bodite vredni, ker ste. To morate vi začutiti v sebi, ni dovolj, da jaz vam to govorim. Začutite, vredni ste, sposobni ste in več kot dovolj močni ste. Čau, čau in se vidimo kmalu.